Danes je z mano docentka, doktorica Katja Malovrh, Rebec. Katja, a te lahko prosim, da se predstaviš, kot želiš biti predstavljena? O, hvala lepa. Am, ja, jaz, delam že kar veliko let v znanosti. Dolgo časa sem bila zaposlena na inštitutu, ukvarjam se s stavbami, z gradbeno fiziko, svetlobo, z merljivimi učinki svetlobe na ljudi. In trenutno sem pa v bistvu povezana z dvema fakultetama. Tukaj na Univerzi v Ljubljani fakulteto za elektrotehniko, učim pa tudi na univerzi, na Primorskem, kjer v bistvu študenti z mano nekako osvajajo osnove energetske učinkovitosti stavb. Z mano so trenutno 3 doktorski študenti, delajo pri meni doktorat. Tako da to je en del moje poklicne poti. Drugi del moje poklicne poti je pa, da sem začela ustvarjati eno tako neprofitno združenje, kjer, ustvarjamo različne programe in, izobraževalne vsebine in, skupine, mednarodne skupine znanstvenikov, kjer si med sabo pomagamo pri različnih izzivih, ki jih imamo v znanosti. Okej. Katja, če začneva midva čisto na začetku, preden prideva do teh izzivov. Znanost. Zakaj je to nekaj, o čemer bi se pogovarjali tudi običajni ljudje, običajni v narekovajih? Torej nekdo, ki ni, v znanosti ali pa ki ni znanstvenik. Ja, zdaj moj osebni pogled na to je, da je znanost v bistvu, povezana s tem, da se pač sprašujemo se, kako stvari delujejo, kako mi delujemo, kako okolje deluje, kako, različni sistemi delujejo. In če si želimo priti do pravilnih odgovorov, je pomembno, da se lotimo na tak način, da je to preverljivo. Se pravi, če jaz pridem do določenega odgovora, lahko tudi nekdo drug se loti pa preveri in bi mogla načeloma priti do istega odgovora. To je bistvo znanosti, za razliko od recimo podajanja nekih mnenj ali pa recimo pripovedovanja zgodb. Tudi pripovedovanje zgodb je zelo pomembno, ampak mislim, da je zelo neka osnova za kakovostno življenje, tudi srečno, zadovoljno življenje in tudi za sobivanje, se pravi za družbo, a ne, kot celota, dobro razumevanje, kako stvari pravzaprav delujejo, ker na podlagi tega lahko pol kakšne stvari popravimo, kakšne stvari dopolnimo, spremenimo ali pa tiste, kar res dobro deluje, obdržimo. In, mislim, da je pomembno vedeti, da danes je znanost lahko zelo kompleksna, lahko je zelo veliko elementov prepletenih, tako da imamo en tak izraz, ki ga tudi jaz za moje študente uporabljam, da poskušamo, da stremimo k temu, da bi bili ljudje, da bi bili profili tako v T oblikovani. Se pravi, da znamo iti in v globino, ampak obenem znamo pa tudi tako v širino pogledati in povezati stvari med sabo v neko tako celostno stvar, ki deluje. Sama od sebe bi se mi sicer v tem trenutku zastavilo vprašanje, kako gledaš na znanost v primerjavi z alternativnimi resnicami, ker to je danes moderen pojem, ko pač vsakdo, ki mu ni všeč, kaj je uradna znanost, pove, si izmisli svojo alternativno resnico in jo celo uspe pomembnemu delu ljudi, prodati naprej oziroma prezentirati kot alternativno resnico. Ampak mogoče ni še čas, da se o teh stvareh pogovarjava, bova to obdelali na koncu. Za naše poslušalce, poslušalke, ki niso iz akademskega sveta, a je bolj prav znanstvenik, a je bolj prav raziskovalec? Oboje? To je pa triki vprašanje, a ne. Ker tega odgovora tudi jaz pravzaprav ne vem. In smo se parkrat v različnih, situacijah znanstveniki med sabo o tem pogovarjali in debatirali. Verjetno je to stvar slovenščine tudi, ne. Sicer imamo tudi v tujini researcher pa scientist, a ne, kdo je zdaj kdo. Jaz v bistvu jaz se bi kar malo distancirala od takega predalčkanja. Jaz bi pravzaprav rekla, da potencial biti znanstvenik ima praktično vsak od nas. Ker tudi če ti dobiš doktorat, recimo, če si prislužiš doktorat, ni nujno, da v resnici postaneš znanstvenik. In tudi v bistvu ogromno ljudi
deluje po principih, ki so v bistvu znanstveni principi, pa nimajo veze z njihovimi nazivi ali pa z izobrazbo. Tako da jaz bi se kar malo od teh izrazov distancirala in bi rekla, da je mogoče za namene tega pogovora znanstvenik pa raziskovalec ena in ista stvar. Okej. Da si malo lajšava. Kako izgleda en povprečen dan v življenju znanstvenika slash raziskovalca? Ja, dajva vzeti enega, koliko starega vzameva? Dajva vzeti 45 let starega raziskovalca. Okej. Dobro, no, vzemava eno tako, ke sem jaz. Pa jaz. Ja, mi v bistvu imamo že kar nekaj let, recimo 10 let ali pa tako doktorate, a ne, običajno. In naš delovni dan je sestavljen iz tega, da v bistvu običajno poganjamo neke že tekoče raziskave, iščemo nove raziskave, iščemo nove kolege, motiviramo kolege, ki jih že imamo, usmerjamo, kako raziskave peljati tako, da bodo rezultati razumljivi tudi drugim. To pomeni, da pišemo članke, pišemo mogoče kakšne konferenčne prispevke, včasih nastopamo takole ali pa na televiziji. Se pravi, toliko in toliko komuniciramo tudi s tistimi, ki so izven znanosti, in jim poskušamo predstaviti, kaj smo ugotovili. In pa toliko in toliko časa v bistvu tudi rabimo malo enega lera, malo miru. V tem času pa v bistvu razmišljamo o tem, kako bi rešili tiste zaplete, ki nastajajo pri raziskavah, ali pa kako bi kakšne nove zanimive stvari še lahko poskusili, da bi prišli do enih novih odkritij. In ta nova odkritja, je to nekaj, kar dobršen del kariere nekdo drži zase, na tem dela, raziskuje, ali je to nekaj, kar daš čim prej ven, da čim prej seznaniš javnost in kolege iz tega področja, zato da se lahko začne razvoj razvijati dalje? Ja, to je super vprašanje. Bi pa še nekaj dodala k prejšnjemu, ker sem v eni taki majhni meri omenila, ampak mogla bi veliko bolj to poudariti. Mi tudi večinoma poučujemo, a ne, na fakultetah ali pa v kakšnem drugem setupu, v kakšnem drugih okoliščinah. In pravzaprav tudi ta del predajanja znanj. Znotraj znanosti in izven znanosti je verjetno en velik, velik del časa pač namenimo temu. Zdaj pa nazaj k vašemu vprašanju. Tvoja, dotikava se. Pardon. Ne, res je. Ravnokar sva se zmenili, tako da oprostim. Ja. V bistvu tako, ne. To je eno res tako središčno vprašanje, ne. Ogromno ljudi se pač boji, da se jim bo nekaj ukradlo, a ne. In to se pojavlja povsod, ne samo pri znanstvenikih, a ne. Tudi recimo pri podjetnikih, a ne, je ena takih pogostih tem pri mladih podjetnikih, da jim bo en ukradel idejo, ne. In je zelo pogosto pač pol taki bolj izkušeni podjetniki razložijo, da sam z idejo običajno si ne moreš kaj dosti pomagati, a ne. Ker je bistveno, kako jo boš izpeljal, če jo boš sploh uspel izpeljati. Če boš uspel pritegniti dovolj ljudi, da bojo pomagali jo kakovostno izpeljati, dovolj ljudi, da jo bojo pol uporabili tudi, da bo nekaj uporabnega iz tega nastalo. Tako da jaz bi rekla, da ta miselnost, a ne, kjer te je strah drugih, zna biti tudi velika prepreka, ja, v znanosti, na žalost. Zato ker dejstvo pa je, da ta dobra znanost se ponavadi dela tako, da je v skupinah. Da so vpleteni, vključeni drugi ljudje, po možnosti so tudi drugi profili. Zato ker šele tako dobiš lahko en bolj celostni pregled nad tem vprašanjem, ki si ga zastavljaš. In prej, ko zbereš pogum, bolj, ko si v bistvu take sorte človek, da si daš nekako za cilj, ne da je to nekomu lahko delati, ker v bistvu ni nobenemu, ampak da si daš za cilj, da greš izven cone udobja in da se izpostaviš in da pokažeš, se pravi, da poveš, tole je ideja, to so pa rezultati, ful so nepopolni, ampak pravzaprav na tem delam, a ne, in dobiš en feedback. Prej, ko to narediš, boljši so običajno rezultati. In dolgoročno gledano je to taka znanost, ki v bistvu uspeva. Ker če ti zelo dolgo časa, leta in leta nekje sam čaraš, je zelo veliko vprašanje, a kaj bo iz tega ali ne, no.